vse nagrajene inovacije je sodelovalo v projektu 87 inovatork in inovatorjev, kar je kar lepa številka. Na to smo tudi zelo ponosni. Naša inovacija je začela nastajati, ko smo se srečali z dr. Mitjem Moharjem, ki je nekaj desetletij vodil urgentno medicino na Gorenjskem. Mi smo pa v zadnjih letih razvili zelo moderno sodelovalno okolje. In iz tega spoja je pravzaprav nastala dvojna inovacija. Kako pripeljati digitalno tehnologijo v medicinsko področje, na področju sodelovanja medicinskih ekip v fazi množičnih nesreč. Iz medicinskega stališča se je pa pokazalo, kako dramatično se lahko učinkovitost vrhunskih medicinskih strokovnjakov poveča, če jim daš primerno pripravljene elemente digitalne tehnologije. In to je zdaj nekaj, kar verjamemo, da ima izvozni potencial. Dobili smo tudi že 4 Seal of Excellence na Horizon 2020 in upamo, da bomo s tem šli preko meja Slovenije. Inovacija je nastala na osnovi potreb, ki smo jih zaznali na trgu, in sicer na trgu teh naših motorjev za prezračevalne sisteme smo nekje videli potrebo po višjih močeh, tako da je osnovna ideja zrasla iz izkušenj, ki smo jih na obstoječih izdelkih imeli. Ta potreba po višjih močeh je pa potem generirala nove izzive v glavah naših inženirjev, tako da so pripravljeni zelo inovativen koncept, ki nekje postavlja neke nove standarde na trgu EC motorjev, predvsem za te višje moči. Inovacija Flowcore je bila razvita znotraj projekta Tiger for Smart. In sicer najbolj aktivno smo na tem delali skupaj z Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter z Biotehniško fakulteto z oddelkom za lesarstvo. Začela se pa je inovacija oziroma razvoj te inovacije iz potrebe, ki izhaja iz trga, in sicer lesena okna lahko mi ali pa smo jih lahko proizvajali do višine 3 metrov, 3,5 metrov, više pa pač enostavno z lesom ne gre, brez dodanih ojačitev. Na trgu se pojavlja moderna arhitektura, kjer grejo višine elementov do 5-6 metrov in na to vprašanje smo želeli odgovoriti. In tudi z inovacijo Flowcore nam je to uspelo. Ja, poglejte, core business iskatela so komunikacije in vedno iščemo različne oblike, na kakšen način znamo te produkte, ki podpirajo različne komunikacijske metode, da izboljšujemo. Zaradi tega smo se odločili, glede na to, da je optika medij prihodnosti, da na optične mediju tudi ponudimo različne možnosti priključitve, zaradi tega se reče tudi dvoživka, to pomeni, lahko gremo in na bakreno omrežje in na optično omrežje, da potem ne bo nekih barijer, in na tem omrežju tudi ponujamo zdaj nove in nove storitve.